se zadržali v aktualno-političnih problemih. Seveda v ospredju so dogodki znani pod imenom afera Patria. Obravnavali smo pa tudi sicer stanje v državi in pa naloge, ki nas čakajo v tem mandatu. Sprejeli smo tudi resolucijo pod naslovom Tranzicija v Sloveniji ni končana, jo ni bilo, je ne uspela in v tem smislu vas vabim in dajem priložnost, da si ogledate na spletni strani. Katere naloge ste si zadali? Naloge na vseh področjih je opaziti veliko stagnacijo razvoja, oziroma nismo v teh letih praktično naredili niti mika države iz gospodarstva, nobenega pomembnega koraka v tej smeri, sedaj se nekaj poskuša. Vsekakor pa nismo na stališču, da mora to po tolikih letih vendar enkrat uspeti tudi na področju šolstva, sodstva, javnih služb in sploh delovanja države. Še enkrat pravim, podrobnosti so v resoluciji in mislim, da je prvo, da je ta resolucija v celoti dostopna javnosti. Kako komentirate besede gospoda Toneta Jerovška, ki je rekel, da Slovenija potrebuje moralno tranzicijo? No, da je Slovenija v veliki moralni krizi, to čukam že vrabci na strehi, nič novega. Kdo so ljudje, ki ste jih danes izvolili na vodilne položaje v svetu in stranki? Izvolili smo predsednike stranke, trije so, predsednik je bil na kongresu izvoljen. Potem smo nove člane oziroma dodatne člane v izvršilni odbor imenovali, namreč želimo izvršilni odbor mora pokriti celotno Slovenijo in na prejšnjih volitvah so volitve pokazale, da je v izvršilni odbor prišel manko nekaterih področij Slovenije, te